Leta 490 pred našim štetjem so se na obali maratonskega polja srdito spopadali Perzijci in Grki. Bitka je trajala dolgo, številčno šibkejšim Grkom pa je uspelo zavojevalce potisniti nazaj na morje. Novica o zmagi je v Atene prinesel Fedipit. Pretekel je 42 km in se mrtev zgrudil. Že prej pa so ga atenski vojaški strategi poslali v Šparto. Tam bi pomagali, toda vojskovati so se smeli šele ob ščipu. Leta 1982 je skupina britanskih kraljevih vojaških pilotov preverjala, ali je mogoče preteči pot od Aten do Šparte v dnevu in pol, kot je zapisal Herodot. 2 leti kasneje je nastal Špartatlon. 2021 je bilo med tekači na startu pod atensko Akropolo kar 5 Slovencev. To je njihova zgodba. Tečem že od malih nog, ampak ne zato, ker bi ljubil tek, ampak nas je bilo 6 otrok, je bilo marsikdaj treba teči, da sem bil med najmlajšimi, da me ostali niso ujeli. Ampak, kar se tiče teka, kot šport, se mi je to zdelo zmeraj najbolj neumen šport. Tudi, da bi bil zelo navdušen na kolektivne športe, kot je nogomet, da se tamle tukaj ljudi podi za eno žogo, mi nekako ni šlo, že z mladosti skupaj. Da bi pa tekel sam za nič, kako se vse obrne, a ne? Hello, koliko je ura? Kaj gre? En maratonček je že mimo, ura je pa še 5 slabih maratončkov. Leta prinesejo svoje, čeprav sem bil v svojih najboljših letih, 35. Mislim, da ni bila zdravnica, ampak medicinska sestra, ki je brala te izvide, ker sem bil na enem menedžerskem pregledu. Ja, vse na meji. Sladkor, krvni tlak, pa ne vem, kaj še vse. Prav, treba bo se kaj posvetiti gibanju, športu. Tisto popoldne pridem domov, se obujem copate, kratke hlače, majčko in grem na celo peljal sem se iz Hruševske ceste 58 do Pest, kar je 900 metrov in sem parkiral avto, sem tekel do Fužinskega mostu čez Litijsko cesto, pa do Dolenjske ceste po spominov, tako imenovan Pest, pa nazaj se usedel v avto, se pripeljem domov, ne vem, se ne spomnim, da sem spil kaj vode, se ne spomnim, ali sem se stoširal, ampak pod kovter, zebel, crknen, no, ampak to je bilo prvih 10 kilometrov. In teh 10 kilometrov je bilo pač usodnih. Jaz tudi tečem dolg časa takih tekov, oziroma sploh tekov, tako da sem tudi bolj nov v teh stvareh. Ja, to je pa, ne vem, nek del življenja, ki te pele, ki se sploh ne zavedaš, kam te pele in na koncu pristaneš tam, ko misliš, da nikoli ne boš. Ker jaz sem skozi nekako se ukvarjal s športom rekreativno, čist. Za tek sem pa zmeraj rekel, da je pa to najbolj dolgočasen šport, ker ga lahko, da nikoli tega ne bom počel. Pol je pa, ne vem, te prve malo iz heca, mačkan iz teh prijateljskih odnosov oziroma malo provokacije. Takrat je bilo zelo popularno hoditi na maratone in vsi so govorili, bili na maratonu, pa se pa pogovarjaš na 21 km. Sem rekel, to ni maraton, maraton je samo 42 in drugega ni, ne? No in tako se je začeli. Pol se je pa pejt, pa boš videl, pa ne boš. No in pol z tega razloga začel laufati, pač malo moraš pol začeti trenirati.
ker prej je bilo življenje mogoče malo drugačno, tudi kar se tiče prihrane, način življenja in vsega skupaj. Se temu malo začneš prilagajati. Pol me je pa začel zanimati to čisto iz enih drugih razlogov, ne, kaj telo zmore oziroma kje so te meje telesa, kako v bistvu reagira na te napore v povezavi z glavo, z notranjostjo. Probati da videti, a to gre ali ne gre, ali je to res možno ali ni možno. Zdaj iščemo, kje je Tomaž. Na katerem kilometru? Na 38. Ja. Še 25 minut do tukaj. V Špartaklonu sem začel razmišljati tam približno 2016, to je eno leto po pretečenem berlinskem ultramaratonu, se pravi 160 km. Takrat, bom rekel, kakšno leto po tistem se je pojavila ideja, pri meni v glavi seveda, da bi želel iti na Šparto, potem začneš raziskovati, kaj je rabo za Šparto in tako naprej, ker za Špartaklon pač vsi pravijo, da je to kot Tour de France med kolesarja, ne? To je med ultramaratonci nekako višek tega ultramaratona, no, ali pa en zelo pomembnih ultramaratonov, prestižnih, kakorkoli. Seveda, vsako leto si bolj želiš iti na Špartaklona, ne, in rekel, hvala Bogu, meni je to po 3 letih, po 3 dolgih letih v bistvu potem uspel. Lansko leto sem bil izžreban in uvrščen na Šparto, pa prišla pa korona, pa smo čakali še en leto, ne. Tako da letos je končno prišel ta čas, ko grem tudi jaz na Šparto. Na ultratekača sem prišel pred 5 leti, cirka 5 leti. To je takrat, ko se razdalje, tiste običajne, iz 10 km, kar naenkrat povečajo na 15, potem tudi 15 ni več dovolj, pa smo na pol maratonu, zelo hitro maraton, potem pa ni več pravzaprav meje. Jaz sem v teku našel neko sprostitev, nek samota, jasne misli. In za začetek je bilo dovolj 10 km, da sem jaz prišel v tisto stanje. S časoma seveda neko telesna kondicija tudi naraste. 10 km ne da več tistega odmerka. Pa se je povečalo na 15, pa smo bili na 21, pa smo bili leto dni na maratonih. Potem sem pa ugotovil, da tudi maraton ni več tisto. No in smo kar naenkrat prišli do 50 km, 100, od 100 naprej je pa šlo samo še navzgor, tako da meje ni. Bravo, gremo, Luka! Jaz tečem vsak dan, bolan, zdrav, dež, snega pri nas nimamo, tako da nimamo problema s snegom, tako da čisto vsak dan, toplo, mrzlo. Jaz se načeloma zbujam 3:20, ob 4 sem ponavadi že od zunaj, odtečem, potem se peljem s kolesom v službo, pridem domov iz službe in zdaj, ko se bolj aktivno pripravljam, grem popoldne še enkrat teč ponavadi. Moj prvi tek verjetno ni bil daljši od 5 km. Takrat sem bil tudi v neki telesni formi, ni mi to predstavljalo noben problem, ampak sem šel teč brez ure, brez vsega. Sem šel in sem prišel nazaj domov, tako da si predstavljam, da je bilo pol urce. Verjetno 5 km. Se mi je zdelo čisto dovolj takrat. To se stopnjuje, to vsak dan greš ven in rečeš, danes bo naredil še 500 metrov. 500 metrov in pol grejo 2 leti mimo in si kar naenkrat na 30 km. Je pa res sreča to, da nekje se ustavi, ker telo enostavno ne zmore. Zdaj več kot teh 30 vsak dan ne zmorem, sem preveč utrujen, ne funkcioniram potem več za karkoli drugega delati. Tukaj, bravo! Tukaj dol! Tu dol! Tukaj sem! Slovenski Sem pa do zastave, do zastave! Slovenski zastavi! Tam naprej, po zastavi! Tam pa gremo! Spet gor!
Večkaj, da ti namaže, veš, Daj, samo hladi, naj te malo namaže, daj. Daj, ki naslednjega ne boš v lovu jih, veš? Daj, bodaj. Mene ne bojo. Počakaj eno sekundo. Je še kaj skrivilo, kaj? To imaš to. To ponovi še sam si malo popopi. Desno nogo fejst obremenjuješ. Ja? Desno nogo fejst obremenjuješ. Ja, si razumel? Malo drugače teči. Po drugem robu Malo teči. bolj probaj ravno. Po drugem robu teči. Po drugi strani. Ohladili smo mu noge s pomočjo enega gela in pa preko masaže ušes resetirali telo, da se uravnovesijo morebitni zastoji. Ušesa imajo direktno povezavo s centralnimi možgani in preko tega lahko pa s to energetsko kremo, s katero delamo, se pravi naredimo elektromagnetni učinek na centralne možgane, da normalno lažje krmilja celotno telo. Takole noter me, kje? Tle, desno, tle. Peter, ni sile, ne bomo puške vrgali v koruzo delati od tega, ampak malo čutim, ko se to elektrolit. Ti, kada mi misli bereš, kada si res moja žena že 30 let. Znaš na klavo. Kje se dobimo naslednjič? Na koliko kilometrov? Kaj čez 12? Že? To je dobro. Da vidim znane obraze, ne samo neke tujce tam. Ko se spomnim, da tole ekipo, ki me spremlja, se ne moreš, da bi odstopil, ma ni šanse. Otroci sprašujejo, kako gre fotru. Ja, vsi te podpirajo, Dražen sem Marika govorila, dedice podpira, nekje zate vsi. Super. Ti ti meni povej, naslednja je pa na zdajle ura, pa koliko je to? 3:15, no. Koliko je pa ti šla? Imaš pa do 4:30 bi lahko prišel noter. Aha, 3:15, 4:30, ok, ura 15. Jaz sam, da se do noči prebijam, pa da rečem, ova noč je moj dan, pa smo zmagali. Kdo je rekel, da danes na vroče? Noge bi bilo v redu, sam premal sem. Mislim, ne moram toliko piti, ker me želodec celo. Želodec? Mislim, ne moram toliko te svinarije noter piti tega. Nekaj da. Jaz sem samo hlad, da tega večkaj hladiti ga dajmo. Brisačo. Koliko si pa pil? Zdaj pijem že 2 ure skosno. Prej sem tudi, sam ne vem, izgleda, da je premalo, vsekakor premalo. Sem pil, sam malo zelo. Mlad, greš kaj? Ja, sej grem, sam ni še v redu. Pa ne vem sploh, ko bi jedel, ker nič ne morem videti. Najhujše je odstopati, ne? Za nek cilj, ki ga imaš, oziroma zaradi katerega si prišel. Vse, kar sem naredil od tistega trenutka, ko sem štartil, pa do takrat, ko sem odstopil, sem vse narobe naredil. Mislim, vem, kaj bom zdaj drugače naredil, oziroma na kakšen način bom zdaj pristopil, ne? Ampak prva stvar je, da mogoče niti fizično ni bil tak problem, bolj je mentalen problem, ker če nisi čist, bom rekel, na nek način notranje čist v glavi, potem se to pozna. Posledično je bila pač glavni vzrok, po moji oceni, dehidriranost, ne? Premalo pijače, premalo hrane in teh osnovnih stvari. Seveda, da je pa do tega prišlo, je bila pa posledica to, da nisem bil z glavo pri stvari, tako kot bi mogel biti. Pa to sem rekel, da je največji sranje tega pijača. Ja, zato, ker me zmeraj to zjebe, da ne pijem. Mislim, pa vse sem dosti pil. Imam premalo. Ja, če je vroče, veš, to je čist... Je to mogoče. Imaš 4 ur. Pa se pa razreči. Vse se šval sedil po vrhu.
Samo ide. Kaj počasi? Vse dobro, sve. Kaj pušil zate? Malo. V redu. Tolino, zdaj Luka jasno, ne? On je Tam tera. tera, ja. On je zato 1 uro. Prvih 10. Super, super. Jaz vedno rečem, da je ultramaraton, to je družinski šport. To ni šport posameznika, ker teče cela družina. Pravzaprav teče cela družina v času, ker priprave na špartatlon, na tako dolge teke zahtevajo veliko ur. To so teki, ne malokrat se zgodi, da zjutraj, ko je še tema, odidem na pot, vrnem se zopet, ko je tema in me cel dan ni. Tudi med tednom so včasih teki krajši, včasih daljši, ampak zagotovo, v mojem primeru nekje tedensko 100 do 120 km v povprečju pretečem kilometrov. Torej, povprečno hitrost 10 km vzamemo, je to precej ur, 12 ur, ne? In to 12 ur tistega družinskega časa. Fizični del telesa je čisto avtomatika. Tečem, ne razmišljam noga, ne razmišljam, tečem, spremljam cesto. Na začetku pa razmišljam, najrajši imam kakšne matematične nalogice. To si zaposlim misle v prvem delu. Potem, ko prihajamo v drugi del teka, ja, takrat drži, misli pravzaprav jih ni. Ne znam povedati, ne da se z besedami povedati, neko stanje duha. Lepo je v tistem svetu. Pitagorov izrek še velja? Ja, C kvadrat je A kvadrat plus B kvadrat. Še. Vse. Še dela. Varovalke so še not. Potem pa, ko grem proti cilju, zopet se vrnem iz tega stanja, pa je zopet lepo, ker vidim cilj. Vmes je pa tako, sem ter tja me kakšna stvar vrne nazaj v realni svet. Res ne znam opisati, kako je, ko se te faze menjajo. Lepo je, skratka lepo. V bistvu moje začetke resenega teka, resenega rekreativnega teka se dogajajo 41 let nazaj, ko me je pač prijatelj spodbudil, da naj se začnem malo bolj, resno, rekreativno teči, ne grem na kakšen ljubljanski maraton oziroma polmaraton. In takrat po kakšnem letu premišljevanja pa tekanja sem se pa res odločil in šel na ljubljanski polmaraton. In po tistem sem odlaufal še en polmaraton, 2 maratona, par logarskih, Celje Logarska, to je bil tudi en zelo lep tek. In pol se je zadeva stopnjevala. Rad tečem, kadar imam čas v bistvu, ne. To je namaz tablet proti stresu pa depresiji v prvi vrsti. Poleg tega pa, ker je ta način življenja, ne vem, blizu oziroma v tistem kontekstu, ki pač mislim, da je pravilen. Jaz pravim, telo je pač narejeno zato, da je aktivno, ne zato je pasivno. Ker tečemo, se cel organizem krepi oziroma tudi možgani boljše delajo. Mislim, da ni slabe stvari pri teku, ne. Seveda v tistih okvirih, ki jih tvoje telo zmore. Enemu tako, enemu drugače, ni rečeno, da moraš ultramaraton laufati. Rojeni smo za tek. Za kakšne razdalje ne vemo, dokler pač ne natreniramo. Vsaka stvar je treba natrenirati. Če gledamo pa prav iz nekega biološkega vidika ali prehrambenega ali poraba energije, v povprečju lahko človek teče 1,5 ure do 2 ure brez treninga, ampak to ni zaradi tega, ker ni brez treninga, ampak ker ima dovolj ogljikovih hidratov v sebi, eni bolj, eni manj. Dve napaki so recimo
Najpogostejše, ki jih ponavlja tekač, pa prav gotovo jaz, pa me ne izuči, da grem prehiter tempo v prvi tretjini, prvi polovici, odvisno koliko je ta. Potem pa občutek, da dovolj pijem. In gotoviš po 8-9 urah, da si dehidriran. Ali celo tekači radi uporabljajo, se zaletiš v zid. Ne moreš naprej. Zato jaz trdim, da v teku ne moreš pretiravati oziroma ne moreš preveč teči, ker te ustavi. Hi. Yeah, not good. You? Yeah, also. If we smile, it's okay. Good luck. You too. Miza zasedena. Miza bokuj. Evo. A se šli napravo? Obvezno, belo majico pa odspred številko, ker me... Ja. Komaj čakal, da se skladi. Kaj je treba, če djoškice ti dati, sam kremo? Kremo. Kjera ono belo? Kjera kolica? Riši. Kako se držiš veliko? Ja. Bo. Zasilo. Kako si? Bolečinsko? Štima. V redu. Pa zdaj se je to nekaj uštimati. Morda bi pa še neka dolček je stoli. Ja. Ampak raz bi unga, kaj stoji zastopiti. Ja, boš, to zdaj želo. Zelo da si v redu. Tudi drugače nečke, tako da bi take mišice, kaj trgaš. Ja, dobro, že čutam. Ampak tista desna. Tale... Se bomo se malo videli, daj mi... Ja, pa tam 3. Ampak daj Janja, neko kofeinske je treba, ne? Ja, zdaj. Sem rekel sorazmerno. Ne, odine Slovenija... Ja. Tole je minilo zelo hiter. Po kilometrih na polovici. Je drugače kot pa dejansko, smo pa nekje na 40% morda. Zdaj pridejo veselice, pa ansambli, pa to. Vse bo igrali. Ti dam lučko na glavo že. Zdaj mi dol zadrni. Ne, treba bom jaz to sam. Bo sam, ti dam samo roko. Ja. Tole, startna številka. Počakaj. Saj se to ne mudi. Saj bo še dolg. Sem zračunal, da imamo še skoraj cel dan, da potečemo. 24 ur. To sproščamo medenico, zato da se v križnici sprosti in da telo bolj iz sredine deluje eno in drugo stransko, da so noge približno enakomerno obremenjene. V bistvu telo ima prioriteto življenjskih funkcij, ki jih zagotavlja. Kadarkoli je ogrožena ena od primarnih funkcij, naprimer presnova, dihanje, krvno delovanje srca in slično, se telo usmeri v resetiranje in zagotavljanje teh primarnih funkcij in takrat odzame energijo gibalnemu aparatu. Ker je nepomembno, da mi naprimer hodimo, če je ogroženo naše dihanje ali presnova ali krvni obtok. Evo jo, končno spustila. Kadar niso te funkcije usklajene, potem lahko pride do takšnih zastojev in najprej bo udarilo na gibalni aparat, kar se dogaja pri naših tekačih. Kajti hrana, ki jo uživajo vmes med samim tekom, je zelo pomembna, se pravi, da jo telo zlahka presnavlja, da ga ne obremeni preveč in da ostaja dovolj energije za gibanje oziroma za to, kar počnejo. Zašimo za kurbom zdaj. Evo, že dela.
To, da bom mogel odstopiti, sem vedel že vsaj 2 ure, zato ker so za mano zmanjkovali ljudje in kar naenkrat sem bil sredi sam, ker sem vedel, da verjetno se ta moj čas približuje. Jaz sem se v bistvu zadnjo uro že sprijaznil s tem, da ne bom prišel do konca, ampak sem rekel, da odstopil ne bom. Ne? Ko bom prišel do tiste točke, ko ne bom dovolj hiter, me bojo odmaknili iz tekme in to bo to. Ne? Zdaj, v bistvu, to je bila ena taka čudna anekdota. Jaz, ko sem prišel do te postojanke, je prišla ena gospa do mene in mi z takim težkim srcem je rekla, da to je to. Ne? V bistvu sem jaz potem njo mogel malo potolažiti, da sem rekel, da vem in da je vse v redu. Potem sem se tam usedel na en stol, je prišel en gospod, me ni pustil se sezujem, so me oni sezuli. Potem ste prišli moji starši, ki so bili z mano, pa moja takratna punca so prišli, ki je bila tudi z mano, so me oni tam tolažili, samo jaz tam sem bil že v redu. Meni je bilo 2 ure prej, sem imel hude težave in potem naslednji 2 tedna po Špartlu sem imel hude težave zaradi tega. Me je kar tako precej potrlo. Nisem imel neke hude volje. Čeprav sem treniral, ni bil to problem, ampak nisem imel take volje. Sem mislil, da ne bom šel nikoli več na Špartatlan. Zdaj imamo še 12 minut časa, da Luke, da predlomne točke ujamemo. On je na 126 km. Ajde gremo, da ne bomo počasnejši kot tekači. Elena, voziš. Ja, zdaj. Kje se je zgodilo? Ne, na prvi naslednji točki je bilo. Zdaj, tle, ko pride prva. So mi rekli, da je konec mojega udejstvovanja. Bomo pa te skupaj pretekli to točko. Na Špartatlonu sem nastopil 2018. leta. Tam sem odstopil pri 131 km. Dajmo reči, do 80 km sem bil izredno hiter in sem se dobro počutil. Potem sem začutil neko bolečino tle v nogi. Ta bolečina v nogi sama po sebi ni bila taka težava. Težava je nastala, ker sem začel šepati in sem dobil grozne žulje. In pol v bistvu s temi žulji jaz se nisem potem mogel več pobrati. Sem imel vse noge krvave. In potem sem začel hoditi in pol enkrat, ko sem začel hoditi, sem se ohladil. Motivacija mi je grozno padla in pol je sem prišel do 131 km, ker sem bil enostavno preslab, prepočasen in so me izločili iz tekme. Kaj po glavi razmišljam? Ne dosti. Jaz sem na avtopilotu bolj kot drugo. En korak pred drugim, en korak pred drugim. To je bilo predlansko, 2019. Povsem normalno začel na prvi postojanki, kjer je dovoljena spremljava. Sem bil že pa čist moker in proti Korintu, tam na 50. 60. sem že težko, so me tisti prehitevali, ki me ponavadi ne. In kilometer pa pol pred Korintom, to se pravi na 78 km, me je po celi dolžini, kjer je meridian žolčnik, toliko zabolelo, to se pravi krč, da nisem mogel nič, sem kar na tla, vpil potihem na glas, sem poklical spremstvo, prišli so sodniki in tudi če bi hotel naprej, nimaš dovoljenja, ker je bila pomoč izven dovoljenega. In je bila zadeva končana. Nisem videl, da so ti. To, ne, dva sta na balež. Zdaj sem ti prišel. Dejan, kaj te nisem videl? Nisem te videl, da smo prehitil. Saj te nisem prehitil. Redo noga. Ja, zdaj je dobro. Lepo, ti smo manj prehitil. Ne, pa dobro se. Lahko.
prvi daljši tek, zares daljši tek je bil Ultra Balaton 2019. leta. 221 km okrog Blatnega jezera. Do takrat nisem še nikoli presegal 200 km teka. Pravzaprav sem se prejšnji daljši tek je bil do 100. Torej sem iz 100 na 221, pa moram reči, da je bilo zelo v redu. Pričakoval sem, da bo težko. Je tudi bilo, ampak na koncu je vse poplačano. Najtežje je takrat, ko telo reče dovolj je. Ne morem več, dovolj je. Ampak šele takrat se pravzaprav začne tek. In če si mentalno dovolj močan, ko pristopiš to mejo, potem res ni več ovir. In takrat, saj jaz, pridem v neko stanje, ki se ga niti ne da opisati. Ne čutim več bolečine, osredotočen na tek, pravzaprav je vse avtomatsko. Samo še jasne misli in cesta. Zdaj naslednjič se lahko vidimo čez 8 km. To je še ena postaja, pol je pa že pod goro. Glej, sam še 107, še malo pa bo pod 100. Zdaj te je šlo super, Kjela. Šta mi gre zdaj? Gremo na top dole. Bo, da boš. Gremo, ajde. Ne, doma! V to stran. Spušča pa ravno, tu imaš boljško pa tam. Down there. Thank you. Go, go. Neč mi ne manjka. Ulto pa kaj je za želodec. Imam tale doktor Mat, nekaj tisto. Trenutno zdaj dobiš na preočno olje, da bi naredili film. Olja? Pa ne bom to jedel, samo olje spil. Samo olje spil? Ja, ali pa bom malo jedel. Ne, to se gre skupaj, glej. Gre? Ja. V normalnih razmerah bi bilo tako, da še sam pojedel. To je tako dobro, da tu so odmerko tako dal se posledina, veš. Tako da se ti splača, če to prešvinglaš, je... Znaš itak srečo, da ti je nekaj ostalo, ker bi bi nižje to pojedel. 21 vrnem časa. Ja. Super ti gre. Samo ne bom vas mučil, če bi radi A veš že na katerem kilometru si? Jaz vem, koliko jih še manjka. Samo 100. Skoraj 110. Strančite, kje kaj peče? V denarnici. Čisto dobro. Ne, pokazati si. Špartatlon je vedno v narekovajih težava. Ne? Brez težav ne gre in mogoče tisk, kar nekako me najbolj skrbi, je ta velika višinska razlika. In ko pade pač noč, prideš pod goro, tako kot so mi pač sotrpini letošnji pripovedovali in takrat se začne bitka sam s sabo in pa z višinci. Mogoče tist me najbolj tako nekako skrbi. Prav je pa preživeti do noči, goro, poj pa že jutri, pa se pa že skoraj v Šparti. Tako pravijo, bomo pa videli. Mika, pa mogoče Ni treba iti zdaj iskati, ni treba. Čakaj, ni treba iti iskati, če ne bomo, ampak mi dva smo se zmenila enkrat to, enkrat ono, enkrat ono. Ne pa zmeraj met, ne pa zmeraj primer. A boste prišli do Nestani ali boje naslednjo? Ne, Nestani pridemo. Rokavčki so tle not. Čakaj, ni bom jaz pokazal. Tu bi vam vse pripravili. Sam zagrabi še rokavčki. Sad dva. Čekaj zbarva. Prvo še to spit.
Bom. Čakaj se malo, jaz tole. Miksa. Maknem. Rakavice. Ja, ne stani, zdaj nič ne bomo, zdaj grem jaz naprej. Ja, je bilo boljše. Boljše, kar boljše. 2017 sem bil jaz tle. 1 ura pa pol prej, ampak bom jaz tam dol pripisal. Boš tam pridobil zdaj čez noč. Ali se bom pa vlegal, bomo videli. Nič ne boš Veš, koliko imam časa? Laživa vkrat doma. Še smo 19 ur. Janja! Kapa! Bo. To. Bil že boljš, pa tudi slabši. Nekaj hudega si mimo. No, hrib je, da kolena grizeš, tak lance. 22 imaš fore. A ja? Ja, ker tle itak moraš hoditi, zato ker je tak klanc, da... Vem, ja. Vsi hodijo. Ti ni. Going and pauza. I'm going. Good luck. Thank you. Ja, se nijem občutka, kje je. Kje se zdaj dobimo? Ma, dom? Kam grem? Gremo skupaj 300 metrov. Pa 300 metrov. A res? A ima kdo za budalo ali kaj? 300 metrov klanca, ampak pa greš pa 1 uro boš dol hodil. Ja. Ali pa sem kar kotalil. Ne, pa vsak do 2 postaji preskočil. Štemo vasoni. Pa gre sam še dol. Ne, nič. Ja, itak. Ja, vse druge ni. Ja, je. Ne, ni druge opcije. No, to se god slišati. To se god slišati. Naprej. Čak, počas. Gremo enega krivca. Ajde! Kam pa zdaj? Veš, kam je pa to lažbo, ne? Da ne trpim sam jaz, ampak vsak od nas. Vsi trpimo. Eni malo bolj, eni malo manj. Sam prišel bom skozi. To pa sigurno. Kdor zmore na vrh, prispe tudi na cilj, pravijo. Toda pot čez 1100 metrov visok prelaz na gori Lirkejo je samotna. Veter se zajeda v temo, ki jo prebadajo le medle svetlobne oznake. Tekači so utrujeni. Korak po prodnatem površju neporaslega gorovja ni pri vseh enako dolg in lahek. No, jaz prihajam drugače z Ribence na Dolenjskem in tečem po obrobju okoli Ribence, se pravi po teh gozdovih oziroma teh cestah. In imam edino eno težavo, če grem nepravo uro, da se mi pol, ne vem, v povprečju 2 do 3 na let zgodi, da z medvedom srečava. No. To je edina omejitev, drugače pa tečem v naravi.
Samo v naravi. Do zdaj sem sam enkrat mogel teči, drugače se zmenjava zmer. Enkrat sem pa bežal. Ampak, glej, v življenju moraš imeti malo sreče, pa je ne, na koncu. Samo Coca-Colo še malo. No, daj Coca-Colo. Drugače pa grem direktnega. Direktnega? Ja, zdravo. Živijo. Evo. Pa ste na vrhu? Ja. Pa sem. Kako je? Super. Malo piha, drugače bo v redu. Ne? Odlično, bravo, ej. To pa sem tako vesel. Res super. Naredimo še eno skupaj. Tako ja, eno skupaj slikico. Evo. Kako gre? Pravim, da kar gre, ja. No, odličen si. Ja, vem. Res. Smo povedali Mirko to, da si prišel dol, je takoj dom nas skoraj ujel. Je bilo dol težko iti? Dol je bilo zajeban, kot svina. Pravi 6krat gor, enkrat dol. Ja, drsi. Pa ne drsi, te mišice trpijo, ko nabijaš. Pa še drsi, pa še zjeban si po vse. Tole je najlepše. Asfalt, pa tečeš. Pa te briga. Nora ekipa. Res dober. Tam pa kaj da bi začel. Ne, super si. Kje pa Luka? Luka je na 210. Super. 210, Mirko pa Domen sta tam nekje, pa sta približno skupaj tam na 180. Tako da, glej, ste čisto skupaj, no. Pa sej, vsak zase. Ja, ampak... Najbolj ve. Ampak super. Ja, super, ne. Več, ko nas je, boljše, ne. Mislim, vsaka družba, vsako to, mislim, druženje ali na prireditvah tekih, lepše se imamo, v bistvu, konec koncev, no. Ker smo kot ena ekipa oziroma gremo tudi v tem duhu dol, da v bistvu, če ima kakšen probleme, si pomagamo, ne. Tako spremstvo, ki ga imamo s sabo, si med sabo sodeluje, pomaga, tako tudi tekmovalci oziroma med sabo, če kaj rabimo v tistem momentu, ne. Mislim, to je sam plus. Vam, ki bivate v Šparti, prestolnici lepi prostrani, mesto slovito razrušili bodo možje Perzijanci. Ako pa to ne zgodi se, solzan bo ves Lakedajmon. Jokal nad smrtjo bo kralja, ki rod mu od Herakla teče. Leonid si ni želel biti kralj. Prestol je zasedel po smrti dveh starejših bratov. Bil je najpogumnejši in najmodrejši med njimi. Bil je kralj, ki ga Šparta še danes slavi. To! Zmaga, bravo! Še malo. Tudi Boštjan je prišel čez. Res? Ja. To so vsi. Ja. Letošnji Špartan, se pravi 2021, sem začel v bistvu pripravljati po zadnji tekmi lansko leto, se pravi od oktobra naprej se aktivno pripravljam. To pomeni, da jaz v enem letu naredim cirka 10-11 tisoč kilometrov. To je tedensko 220-230 km, s tem, da pridem res v enem pripravljalni zimski sezoni, pridem tudi do 350 tedenskih kilometrov. Ne? Pri domačih, se pravi punca, mama, oče, pa vsa širša družina so se na to že nekako sprijaznili in zdaj gledajo s tem, bi rekel, tudi z neke mero ponosa, bi rekel, ne, so ponosni. Na začetku niso tega prav dobro razumeli,
da ko zunaj dežuje in to se jaz 2-3 ure močim. Zdaj so pa to sprejeli kot nekaj, kar delam, nekaj, kar me veseli in nekaj, katerem res vidim, da vlagam ogromno časa, truda in da mi to nekaj pomeni. Ne? In pol se mi zdi, da njim je pomembno, da sem se pač nekje najdu. Zdaj, kar delam, jim je vseeno. Zdaj, širša okolica, pa pač zdaj mislim, da se je vseeno malo spremenilo, ko sem dosegel kakšen uspeh, levo, desno, da zdaj nisem več čudak, ki ob 4 zjutraj teče, ampak sem nekdo, ki se na nekaj pripravlja. Ne? To je zdaj, mislim, da glavna razlika, da zdaj ljudje mi potrobijo, ampak mi potrobijo zato, da mi pomahajo, ne pa zato, da se jim odmaknem iz ceste. Ne? Tako da mislim, da se je to tudi nek premik naredil iz tega. Najbolj se bojim tega, da jaz veljam za hitrega tekača. To pomeni, da sam sebi sem največji sovražnik. To pomeni, da se ne bom dovolj umiril, dovolj skoncentriral sam nase in če sem si dal nek tempo v glavo, da ga bom držal, da me bo v tistem žaru borbe potegnilo, da bom tekel hitreje, da me bo potem nekje spet zmanjkalo. Tako da tega me je najbolj strah, da ne bom tega, kar sem si zadal, naredil in da bom šel nekaj po svoje in da bom potem zaradi tega omagal. Ne? 3 kilometre te zrihtamo. 2-3 kilometre pa je Pa še rado pride pa jaz, pa ti nekaj zrihtamo dol. Kaži? Luka! To bo še samo 5 do konca. Tam se usedi k njemu. Tam se usedi, ja, to. In ne kompliciraj zdaj, nič. Zdaj se pa tam sedi, pa nič komplicirati. To ne bo. Mama mia. Tu, vseh strani. Ja, okej. Lažje reči, ko narediti. Tako bomo pa vsi videli, da se namašali. Hrib je bil krut, ne? Malo zdol, ne? Zdol, ja. Daš vrško? Ja. Še 2-krat sem padel dol iz onega. Iz hriba dol? Ja. To koleno si se nabil? Ja, tudi gležen. Ja, zdaj bi ti tle generalno, ni cajta. Boš ko nov boš videl. Ne, da se boš stavil dol v Šparti, Sem ti rekel že Hodili včeraj, kam drugam iskat. da mi mrežo nastavite Da ti dol. bomo hodili kam drugam iskat. do morja, te isto. Mrežo mi nastavi. Sorry. Ma nič ti ni. Ne, je. Boli, ja vem. Ja, ker je cela noga je trenutno Ne, bom preživeli. presiljena, ampak bo šlo. Ne bo druge, če ne bomo potisnili, ne. Luka! Luka! Evo. Čakaj, nič ne sem hladen, da ti tako delimo malo gor. Malo zmočkamo. Malo dej mi sem na roko, veš kaj? Dej ga pomoči. Ti odpreš avto, leze? Je odprt. Evo, Luka, vse je dobro. Dobar si. Malo? Dobar si. Nisi padel, jaz sem te ujel. Vredi si. Ajde, gremo naprej. Samo nekdo me mora Počakaj. Te bomo dvigali, počasi. Ajde. Počasi, zdaj smo formi. Ajde, opa. Zdaj bomo šel mička. Bravo. Ne rabim nobenega. Počasi. Samo kalno. Ne treba narediti, počasi. Samo 2 koraka pritisnite, da dol do vine. Počasi. Boli rit. Ajde, Luka, kako si rekla? Maš to? Neki urit, ja. Ajde. Ajde, počasi. Ja, smo. Počasi. Samo 2 koraka. Tek je neke vrste zasvojenosti pri meni. Jaz pač tako živim, jaz se počutim, ne bom rekel slabo, ker preživim, če ne bi tekel, ampak neki ni v redu. Dan je slabši dan, no. Mene me tekme osrečuje in sem bolj srečen, če zjutraj tečem. Cel dan gre boljše, če zjutraj tečem svojo dozo. No, čist! Mašina dela. To je neverjeten si. Vse še deluje tako, kot mora. Hudo je bilo tisti prvi del, ko sem imel krče. Tisti je bilo hudo. To okrog 100 kilometra tam nekje. Ali pa od tam naprej, ko se je to uredil. Pa gre. Sploh ni problema.
Predvsem sem se ukvarjal s fitnessom. In takrat se mi zdi, da sem tudi dobil tisto mišično maso, pa tudi vzdržljivost, ki jo ultramaratonec potrebuje. Navajen sem potrpeti. Iz fitnessa na ultramaraton. Prešel sem pa tako, ko je bivša sodelavka. Ona je že tekla maratone. Jaz sem tekel 10 kilometrov. Mi je rekla, pa poizkusi maraton. Pa sem rekel, nemogoče. Kako ne jaz maraton? To je razdalja, ki jo ne bom dosegal. Pa je rekla, kar poskusi. Še zdajle me spremlja po rezultatih na vseh mojih podvigih. Tako da sva še vedno zelo v stiku. Evo, tu smo, še malo. V bistvu jaz nek moto, ki sem se ga navadil skozi tek, je to, da neuspeh je sestavni del uspeha. Neuspeh moramo hitro pozabiti, se kaj naučiti in pač gledati naprej, da bo to bil del našega naslednjega uspeha. Neuspeh bo vedno prišel, to so take dolžine, to je tak šport, da hočeš nočeš, boš odstopil, boš imel slab dan. To moraš hitro pozabiti, se kaj naučiti in iti naprej. Z smehom. Jaz sem pozitivno naravnan. Ne razmišljam o tistemu, kar gre narobe. Jaz razmišljam o tistemu pozitivnem v cilju. In tako kot v življenju. Človek pade, ampak se je treba pobrati. Isto je tu, pridemo v krizo, pa za vsako krizo pride tudi lep trenutek. In to me motivira. Domen Kozjak, second time. Finish. Jaz vedno poskušam dati na tekmi vse od sebe. Zadnjih 10 let sem športnik od glave do pete, podrejam se fizični aktivnosti in tečem zato, da boljše in kakovostno živim. Jaz primerjam to s pregovorom ne živimo, da jemo, ampak jemo, da živimo. In jaz ne živim, da tečem, ampak tečem, da živim, ker tek mi zapolnjuje in s tekom porabim najmanj časa za največji učinek. Bravo! Letele si tamo sto. Mogoče zdaj sam to med noge vodo, ha? Tak si klema v ramo. Ja, to je malce problem. Jaz bom šel naprej. Okay. Mislim, jaz bi da čim prej Prav? zaključujem, ne potem na Ne, to so zadnje noge. Ko si ulično. Ne, daj na roko mi daj. Dobre. No, aguanta. Sotto, aguanta. No, aguanta. Da nam je vsem ukurov noter. Da mi samo. Dosti bojem, dosti. Ne, ker pol bom v zebline dobil.
2 ure pa pol imajo še časa. 2 ure pa pol imajo časa, pa tle kilometer pa pol v bistvu je več kot pa pri njih. Ja, ne zdajmo šprintali. Se ne hecava. Čakaj, zdaj imaš občutek, da bi jaz vrgel to v smeti, vse, kar so zgarala zdaj. Mislim, da velika večina sploh tega ne sprejema kot neko normalno zadevo in potem tudi nima smisla razlagati, če nekdo ne razume, kaj je bistvo tega. Mislim, da je cel način življenja bolj narejen na to, da nekomotno, kot da bi nekaj naredil za svoje zdravje, sam, ki bi lahko, ne, pa se raje obrneš na medicino ali pa na neke druge stvari, ki ti pomagajo, da normalno funkcioniraš. In tukaj jaz pač itak imam svoje mišljenje, da dokler lahko sam nekaj stori za svoje zdravje ali pa počutje, je to tvoja odgovornost. Moraš narediti za to nekaj, ljudje pa tega ne sprejemajo, potem se pa nehaš študiti pa razlagati. Ne, se včasih kaj poskušaš zaradi tega, ker hočeš nekomu dobro, ne zaradi tega, ker bi hotel svojo voljo vsiljevati. Kaj boš rekel? Ja, nej, kaj češ levžga kot tole? Čakaš, pa se čakaš enkrat. Sam želja mora biti močna. Super je, super. Že Orange Zlajnan moto je nikoli ne obupaj in dejansko se pač tega držim, no. Pa verjam vase. Le tistim, ki zaupajo vase, pa se navdajo, pač imajo možnost, da pridejo skozi 246 km. Pratalno, Da se ne boš nočnih ur pisal.